Ob vsem poudarku na Iranu, Gaza ni bila v ospredju. Toda nekaj, kar je predsednik Trump rekel pred nekaj dnevi, je to spremenilo. Ja, Mark, mislim, da bom prebrala na glas, kaj je predsednik Trump tvitnil oziroma, kot bi ti rekel, objavil na Truth Social. Danes je odbor za mir dosegel zgodovinski sporazum o popolni razorožitvi Hamasa in vseh drugih oboroženih skupin v Gazi. To je ogromen korak k trajnemu miru in varnosti. Ta sporazum je ključen korak k temu, da bo Gazo končno vodila nova palestinska vlada, ki bo tesno sodelovala z odborom za mir pri pomoči palestinskemu ljudstvu. Oprostite, ker sem frknila. Hkrati Izrael bo imel varnost, ki si jo zasluži, saj Gaza ne bo več uporabljena kot baza za teroristične napade. To je pomemben mejnik pri izvajanju Trumpovega 20-točkovnega načrta. Sporazum bo izveden v skrbno strukturiranih fazah. Ko bo razorožitev zaključena, se bodo izraelske sile umaknile. Mednarodne stabilizacijske sile bodo skupaj z novo palestinsko policijo prevzele odgovornost za to, da bo Gaza varna za svoje prebivalce in sosede. Pred enim letom je divjala nasilna vojna. Bila je humanitarna kriza in talci so bili v brutalnem ujetništvu. Dosegli smo zgodovinski napredek, a nas še čaka veliko dela. Želim se zahvaliti posrednikom Egiptu, Katarju in Turčiji za njihove pomembne napore, še posebej pa svoji izjemni ekipi, katere neutrudno delo je omogočilo ta zgodovinski preboj. Grožnja, ki se je pojavila iz Gaze 7. oktobra, se ne bo smela znova vzpostaviti. V skladu s tem sporazumom, Gaza bo končno v rokah nove palestinske vlade, ki služi svojemu ljudstvu. Čestitke vsem za ta neverjeten dosežek, za katerega so vsi rekli, da ga ni mogoče doseči. Prav, Mark, kot si lahko predstavljaš, bi rekla, da bi me 90% besed v tej izjavi spravilo v smeh. Bi lahko prosil, morda bi rad razložil, kaj v tej izjavi me je recimo pripravilo do tega, da sem privzdignila obrv. Tako da ne morem trditi, da vem, kaj se včasih dogaja v tvoji glavi, Ruti, ampak rekel bi naslednje, prav? Dobrohoten Izraelec bi morda rekel, da je to predobro, da bi bilo res. Hamas se bo kmalu razorožil. To je bil izraelski vojni cilj. V Gazi bo nova vlada, ne Hamas. Tudi to je bil izraelski vojni cilj. In imel bomo mir in bratstvo. Hamas ne bo več grožnja. Oprostite, Gaza ne bo več grožnja Izraelu. Še en izraelski vojni cilj. Ampak mislim, da bi mnogi ljudje v Izraelu in tisti, ki imajo predsednika zelo radi, rekli, da je to predobro, da bi bilo res. In kakšen je pokazatelj, da se bo karkoli od tega dejansko res zgodilo? Ali obstajajo kakršnikoli dokazi, da je Hamas pripravljen odložiti orožje? Ali obstajajo kakršnikoli dokazi, da je Hamas pripravljen odstopiti politično oblast v Gazi? Ali obstajajo kakršnikoli dokazi, da se bo Hamas odpovedal svojemu džihadu proti Izraelu, Judom in vsem drugim? Z drugimi besedami, kaj je osnova za predsednikovo izjavo? In očitno je nekaj slišal od, omenja jih, posrednikov Egipta, Turčije, Katarja, kaj ne? Ampak v kolikšni meri je to le nekaj starega, kar se zdaj ponavlja? Ker vse, kar vemo o Hamasu, pomeni, da Hamas ne bo odložil svojega orožja, saj bi jih v tem primeru njihovi politični sovražniki v Gazi pobili. Vse mi govori, da ne bodo spremenili svoje džihadistične ideologije, ki pravi, da morajo uničiti Izrael in ubiti čim več Judov. In rad bi verjel predsedniku. Upal bi, da je to, kar pravi, res. Vendar mi vse v meni pravi, da to ne bo zgodovinski preboj. Jaz, do zdaj ne vidim zgodovinskega preboja. V redu, najprej, kar je zanimivo pri tem, in mislim, da bi morali vsi vedeti, morda občinstvo tega ne ve, ampak Izrael ni del tega načrta. To je bil dogovor med Združenimi državami in Hamasom, v bistvu. In odbor za mir ima različne člane. Zdaj, Izrael ni del tega. Vendar sta predsednik Trump in njegova ekipa to predlagala in sta to storila tudi v preteklosti. Predložila pogoje tega dogovora Izraelu v pregled, da bi slišala, kaj ima Izrael o tem povedati. In kar vemo o zadnji napovedi je, da izraelska vlada ni bila preveč zadovoljna s tem, vendar to pravzaprav ni bilo pomembno.
Razlog za to pa je, da je Hamas že rekel, ne, s tem se nismo strinjali. To je malo podobno kot z Iranom. Vsakič, ko Trump reče, da smo blizu dogovora, Islamska republika odgovori, ne, nismo. Torej, tudi v tem primeru je Hamas, zdaj bomo predvajali posnetek visokega predstavnika Hamasa, ki mu je ime Ghazi Hamad. Zanimivo, njegovo ime je Ghazi, podobno kot Gaza. Ghazi Hamad. In intervjuval ga je Piers Morgan. Poslušajmo za trenutek, kaj je povedal, potem pa bomo govorili o odzivu premierja Netanjahuja na vse to. Hamas kot osvobodilna organizacija. Nikoli nismo zagrešili zločinov, nikoli nismo ubijali civilistov. Ves čas poskušamo osvoboditi naše ljudi izpod okupacije. Gospod Hamad. Rečem 100%, o tem sem 100% prepričan. Nikoli nismo storili zločinov nad civilisti. Morda je prišlo do kakšne napake, vendar to ni politika Hamasa. Je Hamas resnično pripravljen se razorožiti? Lahko potrdim, da mi smo spremenili svojega mišljenja. Naš cilj je končati okupacijo, nadaljevati s končevanjem okupacije skupaj s palestinskimi frakcijami, ker je to naša sveta naloga, da končamo okupacijo. Govorili smo o shranjevanju težkega orožja pod odgovornostjo nacionalnega odbora, pika. In to je to. Nismo govorili o nobenem drugem izrazu, ne o razorožitvi ali čemerkoli drugem. Lahko komentiram. Prva stvar, na katero želim spomniti, predvidevam, da večina naših gledalcev in poslušalcev to ve, ampak ko Hamas pravi, da se bori za konec okupacije, ne govorijo o Gazi ali Zahodnem bregu, Judeje in Samaje. Govorijo o Izraelu kot takem, o Izraelu pred letom 1967. Z drugimi besedami, za njih je Tel Aviv okupiran, za njih je Haifa okupirana, za njih je Berševa okupirana. Z drugimi besedami, ljudje včasih mislijo, da govorijo o boju za palestinsko državo na Zahodnem bregu in v Gazi. Ne, ko govorijo o okupaciji, gospod Hamad s tem misli, da Izraela sploh ne bi bilo. Ampak rad bi povedal nekaj, kar bi ti morda Ruti dalo nekaj optimizma ali vsaj manj pesimizma glede tega, kar je rekel predsednik, ker sem zelo pozorno poslušal vsako besedo, ki si jo prebrala iz njegove izjave na Truth Social. In predsednik je rekel, da se bo Izrael začel umikati iz Gaze. In rekel je, ko bo demilitarizacija zaključena. To je rekel predsednik. In če je to resnična izjava ameriške politike, in to je rekel predsednik, to pomeni, da Izrael nima veliko skrbi, ker se od Izraela ne bo pričakovalo ničesar, razen če Hamas najprej ne demilitarizira. In danes nadzorujemo približno 60% Gaze. Območje, ki ga nadzorujemo, je povezano z izraelskim ozemljem, kar pomeni, da so izraelske sile v varnostnem pasu, ki ščiti izraelsko civilno prebivalstvo. To je zelo dobra situacija za Izrael. Boljše ščitimo svoje meje in svoje ljudi. In če predsednik Trump pravi, da ne bo nobenega pritiska na Izrael, da bi se umaknil, ker je treba najprej dokončati demilitarizacijo. Torej, me zbudite, ko se Hamas resno demilitarizira. V redu. Najprej omenimo še eno stvar o tem očarljivem tipu Ghaziju Hamadu. Veste, pravkar je Piersu Morganu rekel, da ne, oni ne ubijajo ljudi ali nekaj takega, kakorkoli je že to povedal. Ampak to je isti človek. In to vem, ker ste ga večkrat citirali, ko ste bili tiskovna predstavnica v uradu predsednika vlade tisto leto po 7. oktobru. Ponosno je rekel, Hamas, mi bomo 7. oktober ponavljali znova in znova in znova. Torej, veste po eni strani in spet vemo zato, ker te Hamasovi fantje nekaj rečejo v arabščini, nekaj drugega v angleščini. Včasih v angleščini priznajo tisto, kar rečejo v arabščini. Ampak tukaj je moja skrb, kar ste rekli o predsedniku Trumpu, je morda res, vendar to ne drži. Zato, kar se je zgodilo z odborom za mir, vodjo odbora za mir, Nikolaj Miladonov, če to prav izgovarjam. Zelo se je razjezil na premierja Netanjahuja. Mu je napisal pismo in rekel, vi, veste, ubijate preveč Hamasnikov v Gazi. Morate nehati. Poskušali smo pomiriti razmere. Potem je prišel v Izrael in imeli so sestanek v ponedeljek, 3. avgusta, mimogrede danes snemamo, je sreda, 5. avgusta. Torej, ko so imeli ta sestanek, so prišli ven in stvari so bile nekoliko boljše. Zakaj so bile nekoliko boljše? Zato, ker je bil osnutek pogojev tega 15-točkovnega načrta, ki je bil predložen Netanjahuju, po tem načrtu, ni tako, kot si rekla, ali celo tako, kot je to formuliral Trump. Gre za to, da se bo Izrael umaknil, medtem ko se Hamas razoroži. In vsakič,
ko se Hamas malo razoroži, se bo Izrael še malo bolj umaknil. In Netanjahu je rekel, ne pride v poštev, ne bomo se premaknili niti za 5, dokler ne bodo popolnoma razoroženi. Tukaj je še ena težava. Kot vemo iz številnih poročil strokovnjakov za arabske zadeve, težava z besedilom tega načrta je v tem, da ni določeno, da se morajo popolnoma razorožiti. Lahko imajo osebno strelno orožje, stvari kot so lastno orožje v svojem domu. Ne smejo pa kot skupina, ne smejo kot vojaška sila. To je še ena stvar, o kateri sta se Netanjahu in Vladanov prepirala oziroma razpravljala. Ko je Netanjahu prišel iz tega srečanja, je rekel, v redu, imamo. Vzpostavili so, skupaj z odborom za mir smo se dogovorili, da umika ne bo, dokler se Hamas ne razoroži. Ampak definicija razorožitve je bila nekoliko nejasna, to je prvo. In drugič, slaba stvar njihovega srečanja je bila, da je očitno Netanjahu pristal, da ustavi ciljane poboje Hamasovih teroristov v Gazi, da jih prenehajo loviti. In namesto tega ubijajo samo tiste, ki pokukajo ven, veste, prilezajo iz tunelov in gredo proti izraelskim vojakom. In kako vemo, da je Netanjahu s tem soglašal? Ker so po tem srečanju ti ciljani poboji prenehali. In to je potem, ko so zelo znani talci, osvobojeni talci, preživeli tistega grozljivega pokola in ujetništva. Njihove ugrabitelje je izraelska vojska enega za drugim ubila. In to je dobra stvar. Torej, vse skupaj je zelo zaskrbljujoče. Ko odgovoriš na to, pa se pogovoriva malo ne o Hamasu. Vsi se nekako strinjajo, da so teroristi, ampak o palestinski oblasti v Gazi. Kar nadaljuj. Torej, prva stvar, ki ste jo pravilno omenili, gospod Hamad, eden od voditeljev Hamasa, ki pravi, da 7. oktobra ni bilo ubitih nobenih nedolžnih ljudi in tako naprej. Vedno sem verjel, ko sem bil tiskovni predstavnik izraelske vlade, da je najboljše za izraelske odnose z javnostjo v tujini, da pustimo, da ljudje iz Hamasa govorijo sami zase. In ena od težav je, da zelo pogosto ne govorijo sami, ampak govorijo prek posrednikov, prek organizacij ZN, na katere vpliva Hamas, ali prek zdravnikov in tako imenovanih aktivistov za človekove pravice. Ampak dejansko, ko ljudje iz Hamasa govorijo, izpadajo bodisi smešni ali pa ne morejo skriti, kdo v resnici so. Torej, fanatični džihadisti, kaj ne? In popolnoma podpiram, da gospod Hamenej govori, veste, čim pogosteje. Težava je, da se skrivajo. Mislim, da razumejo, da obstajajo težave v načinu, kako se predstavljajo takšni, kot so. Ampak še enkrat, spodbudil bi medije, naj intervjuvajo gospoda Hameneja. Mislim, da je vedno dobro, da ljudje slišijo, kaj ima povedati o Miladnovu. Želim ti nekaj povedati, Ruti. Bil je na položaju koordinatorja ZN za mirovni proces na Bližnjem vzhodu v Jeruzalemu. In vedno so imeli ljudje, ki so opravljali to vlogo, zelo slab odnos z Izraelom, z vlado Izraela. Vsi so bili videni kot, veste, izjemno pro-palestinski in niso jih obravnavali kot nekaj drugega. S strani izraelske vlade, kaj ne? Ja, z drugimi besedami, niso bili videni kot... In spomnim se, ko je končal svoj mandat na tej v isti vlogi pri ZN, bil je povabljen v kabinet predsednika vlade na poslovilno srečanje s predsednikom vlade. In občutek v kabinetu je bil pa tudi na zunanjem ministrstvu in v nacionalno-varnostni birokraciji, da je OZN končno poslala nekoga, verjetno po naključju, verjetno nenamenoma, ja, ampak nekoga, za katerega smo mislili, da lahko z njim sodelujemo. To ni pomenilo, da se je strinjal z vsem, kar smo počeli mi, ali da smo se mi strinjali z vsem, kar je počel on. Ampak mislili smo, da imamo resnega sogovornika. In že samo dejstvo, da je bil povabljen noter in imel poslovilno srečanje, česar se pri nobenem od njegovih predhodnikov ne spomnim, da bi se zgodilo, imel je drugačen ugled. Imel je ugled poštenosti. Škoda, da ni bil ves OZN takšen. Tako da mislim, da je bilo tudi nekako po naključju, da so ga izbrali Američani. In mislim, da je bilo to tudi z nekakšnim prikritim odobravanjem Izraela, da bi bil sprejemljiv kot tisti, ki bo vodil odbor za mir. In za vse to, veste, ker čeprav je imel to ozadje iz ZE in nekaj časa je vodil možganski trust v Emiratih. Prav tako je Izrael na koncu videl v njem nekoga, s katerim bi lahko sodelovali. In ker obstaja ta odnos in ker predsednik Trump želi, da to uspe, mislim, da mora Izrael vedeti, kako igrati igro.
Lahko smo zelo cinični in menimo, da to ne more uspeti, ker Hamas pač ne bo naredil ničesar, kaj ne? Ampak moramo vedeti, kako igrati igro tako, da je vsem jasno in kar je najpomembneje, predsedniku Trumpu, da je Hamas tisti, ki tukaj vse pokvari, in ne Izrael. Z drugimi besedami, mislim, da Netanjahu zelo previdno, mirno in pravilno igra svoje karte, kaj ne? Vsem bi moralo biti jasno, da je Hamas tisti, ki ne izpolnjuje tega, kar bi moral. Glede vaše zadnje točke o ciljanih umorih, prav? Odkar se je nazadnje srečal z njim, pravite, da ni bilo ciljanih umorov. No, samo teden dni pred tem jih je bilo kar nekaj. In potem so lahko obdobja miru, ker se mora pojaviti priložnostna tarča, kaj ne? Morate videti, da eden od teh tipov pride na plano. In moram naravnost povedati tole. Če bi se pojavil vodja Hamasa, za katerega vemo, da je neposredno odgovoren za pokol 7. oktobra. Mislim, da je ideja, da ga Izrael v trenutnih okoliščinah ne bi odstranil, jaz bi temu vodji Hamasa rekel, pridi ven. In vseeno bi pričakoval, da ga bo Izrael odstranil. Mislim, da bi morali vedeti, da ne smejo verjeti temu, kar ste pravkar rekli. Zaradi lastne varnosti ne bi smeli verjeti temu, kar ste pravkar rekli. Mislim, da če bi obstajal resen terorist, ki bi ga lahko odstranili, bi to vseeno storili. V redu, to je zato, ker imamo svojo lastno definicijo, kaj pomeni obrambno izhlapevanje. Upam, da so nejasni izrazi, da je razlog, zakaj je Netanjahu rekel vojakom v Gazi, naj se umirijo, ta, da je pravkar prišel z tega sestanka. In je tako, kot da bi rekli, dajmo se za trenutek umiriti, potem bomo nadaljevali in ugotovili, kaj storiti. Prav, v redu, ampak poglej, nekaj bi rada izpostavila. Rada bi se dotaknila nečesa, o čemer se ti in jaz pogosto prepirava. Nenehno ponavljaš Hamas in Hamas in Hamas. Pozabi za trenutek na Hamas. Najprej, dobra novica je, da smo v Gazi res dosegli neverjetne uspehe. Ne glede na to, kaj pravijo nasprotniki Netanjahuja. Ni samo to, da nadzorujemo 60 do 70% ozemlja v Gazi. Res smo odstranili veliko teroristov in ljudje na jugu, v južnem Izraelu, se vračajo v svoje domove. Zdaj je varno in podobno. Torej, to so dobre novice o tej vojni. In še posebej, ker tam ni več talcev, kar je bil vedno problem, ker je vsak napad, ki smo ga izvedli v Gazi, smo ogrožali talce. Zdaj pa ni več talcev in to nam res zelo pomaga. Ampak pozabite na Hamas. Želim govoriti o drugih skupinah, palestinski oblasti in mirovnem odboru. In o tej lažni ideji, da bo palestinska vlada imela policijo in da bodo palestinsko vlado sestavljali tehnokrati, ki bo zbiralo orožje in preverjalo, ali se Hamas razorožuje, ter nadzorovalo Hamas. Tam smo že bili. Palestinska oblast so teroristi, podpirali so 7. oktober. Edina razlika med njimi in Hamasom je, da sovražijo Hamas, ker želijo, in Hamas jih je metal s streh v Gazi v letih 2005 in 2006, potem ko se je Izrael umaknil iz Gaze. So tekmeci. Toda, ko gre za željo po uničenju države Izrael in Judov, so si enotni. In Iran, mimogrede, Islamska republika je prav tako izdala izjavo o odboru za mir in tem 15-točkovnem načrtu ter dejala, da je to nesmisel. Hamas se ne bo razorožil. Mislim, in navsezadnje, Iran pravi, da jih poznajo in da so to njihovi ljudje. Prav. Zdaj, razlog, zakaj to omenjam, je, da ta načrt vključuje oboroževanje Palestincev. To je slabo. Tam smo že bili. To smo storili v oslovskih sporazumih. Oborožili smo jih in potem so nas ubijali s tem orožjem. Fantazija, da obstaja neka entiteta, palestinska entiteta, ki bo miroljubna, je napačna. In kako to vemo? Poleg drugih razlogov, ne samo zato, ker to pravijo v svojih časopisih, v svojih učbenikih, v vsem, kar počnejo, to jasno povedo. Ampak vemo tudi zato, ker jih nobena druga država noče. Ne, še posebej ne arabske države. Pa še to. Premier Benjamin Netanjahu je pravkar posnel podcast, dolg podcast, z Gadijem Taubom, izraelskim intelektualcem, ki piše tudi za JNS. Je odličen človek in ima zelo uspešen podcast v hebrejščini. Premier Benjamin Netanjahu mu je ta teden rekel, edina druga država, kjer ljudem, ki želijo oditi, ne dovolijo oditi, je Severna Koreja. Prav to je rekel. Zdaj, Gazančani mnogi želijo oditi, ker je tam pekel, ki so ga sami ustvarili. Sami so ustvarili svoj pekel in nato začeli ubijati Jude.
In potem smo jih seveda morali napasti in tako naprej. Želijo oditi. Nihče jih noče sprejeti. Nobena arabska država jih noče. Zakaj? Ker arabske države vedo, da povsod, kamor gredo, vse spremenijo v, saj veste kaj, v smetišče. In Jordanija, kralj Jordanija jih noče, ker tudi svoje palestinsko prebivalstvo obravnava kot državljane 5. kategorije. Noče jih. Zrušili bi ga. Druge države sovražijo Palestince. Torej, in kar počnejo je, da ves čas pravijo, da mora Izrael imeti palestinsko državo poleg sebe. Ker nočejo, in kot je rekel Netanjahu, je to zato, ker potem želijo, da bi bil Izrael kriv. Želijo, da je to problem Izraela in da je Izrael kriv, ko stvari ne grejo dobro. In seveda vedno vidimo, da se to zgodi. Torej, Ruthi, želim odgovoriti. S nekaterimi stvarmi se strinjam, z nekaterimi se ne strinjam, z nekaterimi se močno ne strinjam in z nekaterimi se delno ne strinjam. Ampak najprej imaš prav, da je trenutna situacija morda dolgoročno nevzdržna. Ampak trenutna situacija, kjer Izrael nadzoruje med 60 in 70% Gaze in da je bil Hamasov vojaški aparat v veliki meri razbit, je to dobra situacija za Izrael. In ubili smo toliko njihovih voditeljev, to je dobra situacija za Izrael. In da imamo svoje vojake v varnostnem pasu, ki jim preprečujejo napade na naše civiliste, dobra situacija za Izrael. Z drugimi besedami, če primerjate današnjo situacijo v Gazi z 6. oktobrom 2023, smo v veliko boljši strateški situaciji. Hamas kot grožnja Izraelu je le senca. Sence tistega, kar je bil nekoč. In za vse to smo lahko hvaležni. To je dobro. In veliko izraelskih vojakov, veste, je služilo in se borilo. In žal so bili nekateri ubiti, nekateri pa ranjeni. In to je prav. Ampak situacija je zagotovo boljša. In Izrael se ne bo odrekel tej boljši situaciji, zagotovo ne kar tako, ampak morale bi biti zelo bistvene spremembe, da bi Izrael sploh razmišljal o umiku. In to je treba povedati. Regelci. In razumem zakaj, da si zelo ciničen glede te palestinske vlade, ki bo vzpostavljena v Gazi v skladu z doseženim dogovorom. In tukaj želim nekaj povedati. Ta dogovor smo rešili naše talce. Vsakega posameznega talca smo rešili zaradi tega dogovora. In možno je, da je bila izraelska javnost tako osredotočena na reševanje talcev, kaj ne? In vsi razumemo zakaj. Da nismo pogledali drobnega tiska. Ampak drobni tisk je res zahteval vzpostavitev v okviru razorožitve Hamasa. To je, veste, pogoj za vse ostalo. Vzpostavitev civilne palestinske samouprave, kar je izraelska vlada ves čas govorila, da je odprta za to. Ne PA, ne bi smelo biti PA, ne bi smelo biti pod PA. Pravzaprav je ena od oseb, o kateri se veliko govori, veste, da bi to vodil, nekdo, ki ima zelo slab odnos s PA. In veste, o kom govorim. Torej, poglejmo, kako se bo to razvijalo. Jasno je, da se ta vlada imenuje tehnokratska, ali pa je njihovo uradno ime Nacionalni odbor za upravljanje Gaze, kaj ne? To je njihovo polno ime. Ampak ljudje pravijo, da je to odbor tehnokratov, ki bo, veste, poskrbel, da bo hrana dostavljena, voda tekla in smeti pobrane, kaj ne? In da ne bodo niti del PA, niti Hamasa, ampak bodo neka vrsta lokalne vlade, kot občinska vlada, za prebivalce Gaze, saj na kratki rok. Zdaj, kako naj imajo kakršenkoli nadzor, če ima Hamas orožje? In odgovor je nikakor. Potem je to kot Libanon pred vojno, kjer ima glavno besedo Hezbolah, obstaja pa neka navidezna vlada, ki nima nobenega nadzora. Zato je ključno, če želite iti naprej, in to je argument, ki bi ga moral Izrael zagovarjati, kaj ne? Vse je odvisno od tega, da se Hamas razoroži. In predpostavka je seveda, da tega ne bodo storili, ne bodo se strinjali s tem. In zato je celoten ta načrt obstal in ne bo šel nikamor. Še ena zadnja stvar o Palestincih, ki ste jo tako lepo povedali, je, in veste, Palestinci želijo oditi. Če bi Palestincem dovolili zapustiti Gazo, bi seveda odšli. In velik problem je, da jih nihče noče. To je resnica. Nihče jih noče. In rekli ste telegrafsko, ampak recimo, veste, rad bi šel v podrobnosti. Mislim, da sva o tem že govorila v podkastu. Jordanci jih nočejo, ker so poskušali narediti revolucijo v Jordaniji in zrušiti monarhijo, kaj ne? To so res storili. In bili so blizu uspeha, žal. Libanonci jih nočejo, ker je do libanonske državljanske vojne prišlo zaradi palestinskega vedenja v Libanonu. Ljudje v zalivskih državah, še posebej v Kuvajtu, a ne samo v Kuvajtu, se spomnijo, kako so bili Palestinci, ki so živeli v zalivu, goreči podporniki in odkrito hvaležni. Ko je Saddam Hussein iz Iraka napadel zaliv in oduzel Kuvajtu neodvisnost, kaj ne? Ljudje si te stvari zapomnijo.
V Egiptu vidijo prebivalce Gaze kot Hamas. Hamas je muslimanska bratovščina, isti ljudje, ki so poskušali strmoglaviti vojaški režim generala Sisija v Egiptu. In zaradi vseh teh razlogov ljudje po vsem arabskem svetu, čeprav morda simpatizirajo in imajo, bodo izražali le deklarativno podporo. Ne želijo si, da bi bili Palestinci kjerkoli blizu njih, ker jim to povzroča težave. In po Zahodu imate, morda milijon ljudi na ulicah, Pariza, ki demonstrirajo za Palestince. Ja? In v drugih zahodnih mestih. Ampak ali si Evropejci in drugi zahodnjaki res želijo, da Palestinci iz Gaze, izobraženi v Hamasovem izobraževalnem sistemu, pridejo v njihove države? In odgovor je jasno ne. Videli smo odziv zdaj na 60.000 Maročanov, ki so prišli čez mejo v del Španije. In nenadoma vsi v Evropi pravijo ne, teh ljudi nočemo, ne? Ne samo v Španiji, ampak po vsej Evropi. In mislim, da je to tragedija. Tragedija je, če bi imeli Gazičani možnost oditi, bi seveda odšli. A tragedija je, da jih nihče noče. In eden od razlogov, zakaj jih nihče noče, je, da je to njihova krivda. Ni njihova osebna krivda, ampak vedenje Palestincev v preteklosti, ko so bili zunaj Gaze in tako naprej. Poglejte, v tej točki bi lahko razpravljali glede tega, kaj so povedali številni vrnjeni talci, tisti, ki so preživeli, da v Gazi ni nedolžnih civilistov. Rekli so, da jim nihče ni pomagal. In vemo, da celo med holokaustom, bili so pravični med narodi, ki so tvegali svoja življenja, da bi skrivali Jude, jih zaščitili, preusmerili naciste stran od njih. Bili so pravični med narodi veliko. V Gazi ni bilo niti ene osebe, niti ženske, niti otroka, niti stare gospe, niti starega moža. Nihče ni pomagal tem talcem. Če že kaj, smejali so se jim, metali so kamenje vanje, bili so sokrivci. Seveda ne moreš reči, da je to veljalo za vsako osebo. In veš, da tega ne pravim. Vem, da zveni kot široka posplošitev. Ampak razlog, da to ni zgolj široka posplošitev, in to me vrača k Palestincem v Ramali, palestinski oblasti, njihove šolske knjige so tiste, po katerih so se učili Gazičani. Ubiješ 2 Juda in ubiješ še 2 Juda. Koliko je to skupaj? In antisemitizem ter sovraštvo do Izraela. Ubijanje in žrtvovanje samega sebe za Allaha. Zdaj, kako bi lahko, če bi svoje otroke od trenutka, ko so odprli oči, vzgajali v želji, da postanejo mučeniki za Allaha? Neizogibno bodo taki. In v tem smislu razumem, zakaj v Gazi ne bi bilo nedolžnih civilistov, če so vzgojeni popolnoma v tej barbarski ideologiji. In zato bo trajalo nekaj časa, da se ta miselnost deradikalizira. Prav. Torej, kakorkoli jim že rečete, Palestinci ali ne, trenutno se to še ni zgodilo. In če že kaj, vojna v Gazi je mnoge ljudi, kot pravite na Zahodu, začela radikalizirati in govoriti tako kot v palestinskih šolskih učbenikih, prav? Kar pomeni, da namesto, da bi deradikalizirali Gazo in Ramalo ter podobne kraje, Zahod ponovno radikalizira tako imenovane propalestinske zagovornike človekovih pravic, tako imenovane. Torej, stvari so šle popolnoma narobe, ampak eno stvar vemo. Ko rečeš, da to ne bo palestinska oblast, prav, ti rečeš tako, jaz drugače, palestinski subjekt. Najprej, Hamas ni edina teroristična skupina v Gazi. Obstaja palestinski islamski džihad in druge skupine, katerih imen morda sploh ne poznaš. In bistvo je, da bo oboroževanje kakršnihkoli tehnokratskih Palestincev pripeljalo nazaj do sporazumov iz Osla. Ne moreš imeti palestinske policije. Spet, ne dokler niso deradikalizirani. In niso. Prav, v svojem razmišljanju niso bili deradikalizirani. Tako da je to izjemno nevarno. Ko si rekla, da se je izraelska vlada s tem strinjala prav. In mimogrede naj povem še nekaj. Ni bilo to dogovor tisto, ki je pripeljalo vse talce nazaj. Bila je izraelska vojaška sila. Kar je omogočilo dogovor. Točno tako. Točno tako. Samo. Vem, da si Trump rada pripisuje vse zasluge za izpustitev talcev. Ampak naši sinovi in hčere so se borili v Gazi, da bi dobili te talce nazaj. In jim moramo priznati zasluge. To je bilo odločilno za dogovor. Ampak to je bil vojaški pritisk. To je bil izraelski vojaški pritisk. Mislim, da je to pomembna točka. Ne, popolnoma se strinjam. Mislim, da brez izraelskega vojaškega pritiska bi Hamas še vedno nadzoroval 100% Gaze.
kaj ne? Spomnim se, da je bilo že konec oktobra 2023, vojna je trajala šele nekaj tednov. Že takrat je generalni sekretar OZN, ki bo na srečo končno odšel v pokoj in zaključil svoje delo 31. decembra letos, Guterres je rekel naj bo humanitarno premirje. Z drugimi besedami, oni so nas lahko napadli, lahko bi prečkali mejo, lahko bi izvajali pokole, lahko bi ubijali, lahko bi posiljevali, lahko bi obglavljali, lahko bi žive zažigali, kaj ne, žive ljudi, lahko bi jemali tavce. In potem, ko Izrael odgovori, zdaj premirje. In nora situacija. Rad bi pa zaključil, ker nama zmanjkuje časa, z zgodbo, ki jo bom delil s tabo. Prosim. Enkrat sem srečal zmernega Palestinca. Zakaj je zmeren Palestinec? Ker se je strinjal, da se sreča z Izraelci, kaj ne? To je definicija zmernega Palestinca. In rekel mi je naslednji stavek, ki ga bomo analizirali. Naredili bomo kratko analizo. Rekel je: razumem, da so Judje v Evropi zelo trpeli. Ampak zakaj je morala Evropa svojo judovsko vprašanje reševati na njegov račun? In kaj pravzaprav pravi? Pravi: razumem, da so Judje trpeli, ampak v bistvu pravi, da je Izrael nelegitimen. Zdaj, njegov komentar ima določeno težo in skuša biti prijazen do mene. Skuša reči, da si želi miru in tako naprej. Razumem. Prva stvar, ki jo je treba povedati, rekel je: vem, da so Judje trpeli v Evropi. Ne govori o trpljenju Judov z Bližnjega vzhoda, Judov iz Iraka, Judov iz Sirije, Judov iz Libanona, Judov iz Egipta in Judov iz Alžirije in tako naprej, ki so trpeli pod arabskim nacionalizmom, pronacizmom, pogromi in nemiri. In da so bili v mnogih primerih prisiljeni zapustiti svoje države. In da so bili pokoli. Vse to, o čemer nočemo govoriti, ker Arabci ljubijo Jude. To mi poskuša povedati, kaj ne? Kar pa očitno ni res. Ampak drugič ignorira. Hkrati med drugo svetovno vojno, ko se je dogajal holokaust, uradno vodstvo palestinskega narodnega gibanja, naslovni vodja, politični vodja, je bil človek po imenu Hadž Amin al-Husejni, ki je vojno preživel v Berlinu, kjer je zbiral muslimanske čete v Jugoslaviji, da bi se borile v enotah Waffen-SS, prav? In vendar kot Palestinci s tem nismo imeli nič. In ta isti palestinski voditelj po vojni pobegne iz Evrope. Iščejo ga kot vojnega zločinca. El-Husejni. Nekako pride v Egipt, iz Egipta pride v Gazo in vsi vedo, da ga zavezniki iščejo kot vojnega zločinca. Morda so ga želeli soditi v Nürnbergu, kaj ne? Izvolijo ga za predsednika vse palestinske vlade v Gazi, kaj ne? Tudi s takšno preteklostjo. In da mi potem reče: no, vemo, da ste bili ubiti v Evropi. Halo, bili ste nevtralni. Bili ste le opazovalci. Končno, ko mi reče: vem, da si trpel. Ampak zakaj si moral krasti? Ne krasti. Pravi: zakaj si moral to storiti na moj račun, kaj ne? Kar pravi je, da je Izrael nelegitimen. In to je spet, to naj bi bil zmeren glas. Pravi mi: zakaj si moral vzeti, mojo državo? Zakaj smo mi morali plačati ceno? Z drugimi besedami, po tej logiki smo mi tuji vsiljivci. Mi vsiljivci, sem rekel vsiljivci, vsiljivec. Danes imam težave z besedami. Ideja je, da smo mi nelegitimni, prav? Prišli smo in vzeli nekaj, kar ni naše. In če smo prišli in ukradli vašo zemljo, prav, tudi če smo trpeli, tako kot trpi veliko kriminalcev. Prav, posiljevalec je bil žrtev spolne zlorabe strani nekoga drugega. In tat je morda, veste, zelo reven in mora ukrasti denar za svoje otroke, ampak vseeno smo kradli in to je narobe. In kaj pravi? Morda ste trpeli, ampak prišli ste in ukradli mojo zemljo. Oprostite. Zanikanje judovske povezanosti z deželo Izrael pomeni zanikati zgodovino, pomeni zanikati resničnost, kaj ne? Rekel bi celo, da je to antisemitsko, ker zanika judovsko povezanost z Judejo, od koder izhajamo. Od tam izvira beseda Jud. Zanemariti nekaj, kar je tako močno in resnično, je v bistvu neracionalno in zato spada v nek drug svet. Ne, absolutno. In to pomeni ignorirati Sveto pismo in starodavne vire. Poslušajte, vsak dan odkrivamo arheološke najdbe, ki potrjujejo, kar je zapisano v Svetem pismu. Mi smo avtohtoni na tej zemlji. Judje smo. To je naša starodavna zgodovina. Tako da imaš popolnoma prav. To je velika laž in zato, dokler se ne deradikalizirajo, in spet končala bom s tem, kar sem ti pogosto povedala, ne vidim, da bi se to zgodilo v mojem življenju, ampak bomo videli. No, Ruti, veš, pripravljen sem sprejeti, da se to v mojem življenju ne bo zgodilo. Ampak veš, ti imaš še veliko časa pred sabo. Zato ne zapiram možnosti. Veselim se pogovora s tabo naslednji teden. Niko,